Motivacija za leto 2026. Novo leto 2026. Leto, ki nas uči zaupati. Dragi moji soustvarjalci, že 8. leto skupaj odpiramo vrata novemu poglavju. Vseh skupaj nas je že skoraj 6500 naročnikov in imamo več kot 1.820.000 pregledov. Hvala vam. Vsakič znova me gane, kako se naše poti prepletajo, kako rastemo, padamo, se pobiramo in kako vedno znova izberemo ljubezen. Vrtinec ljubezni ni le kanal, je skupnost src, ki si dovolijo čutiti. Je prostor, kjer se spomnimo, da nismo sami, da smo vodeni in da ima vsaka izkušnja svoj sveti namen. Ko sem letos sedla pisat motivacijo za leto 2026, sem začutila nekaj novega. Nekakšno tiho, globoko povabilo, ne k temu, da postanemo boljši, ampak bolj resnični. Ne k temu, da hitimo, ampak da prisluhnemo. Ne k temu, da nadzorujemo, ampak da zaupamo. Leto 2026 prihaja kot nežna roka na rami, kot šepet, ki nam pravi: zdaj si pripravljen, pripravljena. Zdaj lahko stopiš vase še globje. Zdaj si pripravljen, pripravljena. Zdaj lahko stopiš vase še globje. In prav to želim deliti z vami, energijo novega začetka, ki ni začetek od nič, ampak začetek iz vsega, kar smo že postali. Dobrodošli v letu, ki nas uči zaupati poti, ki nas vodi k sebi. Dragi moji, spet smo tukaj, na prehodu med starim in novim. Med letom, ki se poslavlja, in tistim, ki že nežno trka na vrata naših src. Vsako leto v sebi nosi svojo zgodbo. In leto, ki je za nami, nas je zagotovo veliko naučilo. O potrpežljivosti, o pogumu, o tem, kaj pomeni spustiti in zaupati. Morda je bilo leto izzivov, morda leto tišine. Ali pa leto prebujenja,
ko smo prvič zares začutili, da življenje ni proti nam, ampak za nas. Zdaj stojimo na pragu novega poglavja. Pred nami je svež začetek, nov dih, nova priložnost. Priložnost, da ponovno izberemo sebe z več sočutja, z več mehkobe in z več resničnosti. Leto 2026 nas vabi, da odpremo svoje srce, da ne bežimo več pred sabo, ampak se objamemo, takšni, kot smo. Da prenehamo nadzorovati in začnemo zaupati. Da se spomnimo, da nismo tukaj, da bi preživeli, ampak da bi zaživeli. Zato danes ne postavljajmo novoletnih zaobljub. Postavimo namen. Namen, da bomo v letu 2026 živeli bolj pristno, bolj hvaležno in bolj ljubeče. Da bomo prisluhnili življenju, ki nas kliče, in da bomo, ne glede na vse, znali verjeti, da je vse točno tako, kot mora biti. Dobrodošli v svoji novi zgodbi. Dobrodošli v letu 2026. Zaupaj poti, ki te vodi k sebi. Zaupaj poti, ki te vodi k sebi. Draga duša, vstopamo v novo leto, v novo poglavje, ki ga še nihče ni zapisal. V čas, ki v sebi nosi čarobno mešanico neznanega, možnosti in čiste ustvarjalne moči. A preden stopimo naprej, se za trenutek ustavimo. Globoko vdihnimo in izdihnimo. Spomnimo se, kaj vse smo letos doživeli, koliko poti smo prehodili, koliko smeha in tudi solz smo objeli. Leto, ki odhaja, ni bilo vedno lahko, a bilo je svetlo. Bilo je natančno takšno, kot je moralo biti, da bi se spomnili, kdo v resnici smo. Ker nismo prišli sem, da bi bili popolni. Prišli smo, da bi bili resnični. Da bi izkusili življenje v vsej svoji polnosti, svetlobo in senco, ljubezen in izgubo, mir in nemir. Prišli smo po izkušnjo sebe, po doživetje, ne po dokazovanje.
da bi skozi vsako situacijo, vsako srečanje, vsako bolečino spoznali, da smo mi tisti, ki ustvarjamo pomen. Včasih smo prosili, da bi se stvari zgodile po naše, a življenje je imelo drugačne načrte. Ni nas kaznovalo, ampak oblikovalo. Ni nas ranilo, ampak prebudilo. Zdaj vemo, življenje ne prinaša vedno tistega, kar si želi naš ampak to, kar potrebuje naša duša. Ko smo želeli mir, nas je življenje naučilo sredi nemira najti tišino. Ko smo želeli obilje, nas je naučilo hvaležnosti. Ko smo želeli ljubezen, nas je nežno vodilo nazaj k sebi. Vse se je zgodilo zato, da bi se spomnili, da smo močnejši, kot smo mislili, bolj pogumni, kot smo verjeli, in bolj priljubljeni, kot si dovolimo čutiti. Leto 2026 prihaja z novo frekvenco. To ni leto čakanja, to je leto ustvarjanja. Leto, ko se spomnimo, da smo soustvarjalci vesolja. Ko ne sprašujemo več, zakaj se mi to dogaja, ampak rečemo, kaj me to želi naučiti. Kaj mi življenje skozi to izkušnjo želi pokazati. Ker v trenutku, ko opustimo potrebo po nadzoru, vesolje začne plesati v našo korist. Takrat se življenje odpre, ljudje pridejo ob pravem času, priložnosti se zložijo kot mozaik. Ni naključij, je le popolna usklajenost med našo notranjo vibracijo in svetom, ki ga ustvarjamo okoli sebe. Zato letos ne iščimo poti zunaj sebe, zgradimo jo znotraj. Zaupajmo, da nas življenje vodi, tudi ko ne razumemo kam. Zaupajmo, da nas izgube ne lomijo, ampak preoblikujejo. Da nas negotovost ne straši, ampak razširi. Da nas tišina ne prazni, ampak polni. In zdaj smernice za leto 2026. Sprejmimo, kar je. Sprejmi, kar je. Ne upiraj se toku. Vse, kar pride, pride zato, da te premakne tja, kamor spadaš. Delujmo iz srca. Deluj iz srca. Naj bo tvoj kompas občutek, ne strah. Ko sledi srcu, pot nikoli ne more biti
napačna. Ustvarjajmo zavestno. Ustvarjaj zavestno. Vsaka misel je seme. Vsaka beseda nosi energijo. Zasadi tisto, kar želiš žeti. Hvaležnost naj bo naša molitev. Hvaležnost naj bo tvoja molitev. Ne čakaj, da bo popolno. Zahvali se zdaj. Hvaležnost odpira vrata v obilje. Dovolimo si počivati. Dovoli si počivati. Tudi seme potrebuje temo, da zraste. Ustavi se, ko telo prosi za mir. V tišini se rojevajo odgovori. Ljubimo sebe brez pogojev. Ljubi sebe brez pogojev. Ne zato, ker si nekaj naredila prav, ampak ker si tukaj, ker dihaš, ker obstajaš. Leto 2026 nas kliče, da stopimo iz strahu v zaupanje, da odpremo svoje srce, da verjamemo, da smo vedno točno tam, kjer moramo biti. Naj bo to leto notranje svobode, mehkobe in resničnosti. Leto, ko ne bomo več čakali, ampak bomo živeli tukaj in zdaj. Naj bo to leto, ko spoznamo, da nismo ločeni od vesolja. Mi smo vesolje. Mi smo življenje, ki se zbuja v sebi. Zaupajmo torej poti, ker nas vodi točno tja, kamor moramo priti. Zdaj se pa počasi za trenutek ustavimo in začutimo svoje telo. Globoko vdihnimo ter občutimo vsak del sebe. Srce, ki bije, noge, ki nas nosijo, in dih, ki nas povezuje z življenjem. Vemo, da nismo tukaj po naključju. Prišli smo po izkušnjo, po doživetje, po priložnost, da spoznamo sebe v vsej svoji polnosti. Vsak trenutek, ki smo ga živeli, nas je vodil k temu, da smo močnejši, modrejši in bolj povezani s svojim srcem. Zdaj, ko stopamo v leto 2026, se spomnimo. Vsaka izguba, vsaka lekcija, vsak trenutek radosti in vsak trenutek izziva, vse je dar. Vse nas uči zaupanja, hvaležnosti in ljubezni. Vse nas uči,
da smo soustvarjalci svojega življenja in da je naše poslanstvo preprosto: biti tu, biti prisotni ter izkusiti življenje z radostjo in odprtim srcem. Biti tu, biti prisotni ter izkusiti življenje z radostjo in odprtim srcem. Naj bo leto 2026 leto, ko se bomo drznili ljubiti bolj globoko, smejati bolj iskreno, sanjati večje sanje ter slediti srcu, tudi kadar pot ni jasna. Naj bo leto, ko bomo zaupali življenju in svoji notranji modrosti ter z vsakim korakom ustvarjali svet, ki nas osrečuje ter nas povezuje z drugimi. Dragi moji poslušalci, dragi moji soustvarjalci kanala Vrtinec ljubezni, hvala, ker ste z mano na tej poti, ker poslušate, ker delite to energijo in jo širimo skupaj. Hvala, ker zaupate sebi in življenju, ter ker gradimo skupnost ljubezni, miru in zavesti. Naj bo leto 2026 leto čarobnih priložnosti, pogumnih odločitev in obilja vsega, kar vaše srce resnično želi. Naj vas spremljajo notranji mir, hvaležnost ter občutek, da ste točno tam, kjer morate biti. Srečno novo leto, dragi prijatelji, dragi soustvarjalci kanala Vrtinec ljubezni. Naj bo to leto polno svetlobe, radosti in ljubezni. Naj bo vaše srce vedno polno, vaš duh svoboden, vaše življenje bogato z izkušnjami, ki vas osrečujejo. Hvala, ker mi sledite. Hvala, ker skupaj ustvarjamo skupnost svetlobe in ljubezni. Dobrodošlo leto 2026. Mi smo pripravljeni. Rada vas imam. Srečno, vaša Ema.